Kako pogosto preverjate realizacijo teh ciljev in na kakšen način potem reagirate v primeru, da prihaja do pozitivnih ali negativnih odstopanj? Zaradi dejstva, da smo v začetku poslovali negativno, smo si postavili tudi nekako kot kriterij za kontrolo kar mesec. Tako da dejansko z mesečnimi kontrolami, z mesečnimi poročili poskušamo nekje ugotavljati doseganje vseh merljivih ciljev. Nekje zaznavamo odstopanja, če so odstopanja velika, poskušamo takoj za določenimi timi ustvariti nekako način dela, da se ta odstopanja nekako eliminirajo. In pa predvsem, kar je pomembno, kjerkoli smo dosegli, to se pravi preseganje ciljev, smo poskušali potem z raznimi, to se pravi motivacijami, to držati naprej. Tako da smo v primeru, če so se cilji v večini primerov presegli, smo tudi z dodatnimi nagradami poskušali ljudi stimulirati k temu, da to postane stalnica. Nagrajujete posameznika ali time? Nagrajujemo time, ker nekako kolektiv v tem trenutku še ni zrel za bolj diferencirano nagrajevanje, so pa ambicije, da bi v prihodnosti še bolj poskušali nagrajevati po osebnih učinkih posameznika. Ali so bili še kakšna druga dodatna orodja, s katerimi ste začeli vzpostavljati to novo klimo? Ja, sigurno. Prva stvar, katero smo tudi uvedli, je bil način dela, da smo poskušali pri določenih večjih projektih, pri določenih večjih problemih vzpostaviti medfunkcijsko sodelovanje. Formirali smo time, v katerih je bilo so bili zastopani zaposleni iz različnih funkcij podjetja in to je nekako pripomoglo k temu, da so se rezultati hitreje dosegli. Kako so se ljudje na to odzvali na začetku? Na začetku je sigurno bilo velikokrat tudi kar nekaj težav. Smo pa nekako vedno poskušali dobiti tudi na čelo takega tima človeka, ki je imel ustrezno avtoriteto in ki je znal nekako tudi te začetne težave preskočiti. Gotovo je v vašem okolju izredno pomembna tudi varnost in nek odnos do delovnega mesta. Ali je tudi tu prišlo do kakšnih sprememb? Postavili smo si za cilj, da nekako vzpostavimo čim bolj urejeno delovno okolje in pa predvsem, to se pravi, čim varnejše delovno okolje in pa tudi, da se pogoji dela izboljšajo. In poslužili smo se zelo enostavnega načina tekme. Organizirali smo kar nekako 2- do 3-letno tekmovanje o urejenosti podjetja. Tekmovali so posamezni oddelki med seboj, najboljše smo nagrajevali, slabe smo tudi kaznovali in nekako se je ljudi prijelo, da je tudi to pomembno. Pri vas je tudi značilen razkorak med generacijami. Imate sloj relativno stare delovne sile, ki je že tako rekoč pred upokojitvijo in seveda nek mlad nov val novih moči. Kako usklajujete ta medgeneracijska razmerja? Ta povprečna starost Acronia je velik problem. Bliža se že 48 letom. Dejstvo je, da gre za izkušene ljudi, ki imajo veliko znanja, ki pa so nekako negativni do sprememb. Zavedli smo se tega in poizkušamo nekako z prihodom mlajših, bolj dinamičnih, bolj ambicioznih kadrov spodbuditi tudi starejše k temu, da bojo sledili temu načinu dela. Tako da smo tudi z prihodom par ključnih kadrov v ključne funkcije podjetja, kot so prodaja, nabava, finance, pa tudi v proizvodno, da smo s temi mladimi ljudmi nekako dosegli, da se je splošen odnos do dela spremenil in da so ljudje nekako sedaj bolj pripravljeni slediti spremembam, slediti določenim novim aktivnostim, kajti v preteklosti temu ni bilo tako. Podjetje je šlo skozi zelo dramatične zasuke. Iz nekega splošnega, povprečnega podjetja se je prelevilo visokotehnološko specializirano podjetje, ki žanje tudi evropsko prepoznavnost. Kako ste do tega prišli? Ali kako so se na to odzvali ljudje? Takrat, kadar je situacija kritična, takrat, ko ljudje začutijo, da se pravzaprav bojijo za svojo zaposlitev, takrat pravzaprav so pripravljeni veliko narediti in takrat so pravzaprav vsi skupaj zavihali rokave
in so stopili skupaj in so pravzaprav dosegli to, kar danes Acronia. Kateri so bili tisti ključni projekti, ki ste jih začeli ali jih še vedno peljete na področju odnosa med ljudmi in razvoja kadrov? Ja, mi veliko delamo na internem komuniciranju zlasti, potem delamo na ciljno usmerjenem izobraževanju in zdaj trenutno pa začenjamo počevati tudi projekt internega izobraževanja, ki se nam bo pa zdaj tudi, da bo izredno koristen, zlasti iz vidika tega, da bomo pravzaprav izgubili veliko število naših sodelavcev in bo s tem veliko enih bogatih in dolgoletnih delovnih izkušenj odšlo v pokoj. In to želimo še zajeti skozi ta projekt internega izobraževanja in da to znanje ostane v firmi, ker nima vrednosti, skratka, ima tako veliko vrednost, da se ne da niti meriti. Omenili ste ciljno usmerjeno izobraževanje. Kaj to konkretno za vas pomeni? Kako ga izpeljete? Ja, torej mi definiramo najprej potrebe delovnega procesa, potem definiramo potrebe posameznega delovnega mesta. Preko letnih razgovorov poskušamo zajeti želje zaposlenih po izobraževanju in takrat, ko se v bistvu vse to troje sreča, je to optimalno, ker takrat ima človek željo, da se za nečem izobražuje, kar je za družbo tudi koristno. Tako da se zelo trudimo, mi namenjamo v izobraževanje kar dobršno mero sredstev. Ker recimo lanskoletni budžet je bil 113 milijonov dolarjev, letos imamo še več planiranih sredstev v ta namen, tako da zelo veliko delamo tudi na recimo področju human resource managementa, da rečem, na področju stilov vodenja, medsebojne komunikacije in tako naprej. Vse z namenom da se izboljša ta in pretok informacij, vodenje, odnosi med ljudmi, ki so smatramo zelo pomembni za neko dobro in timsko delo. Omenili ste tudi interno komuniciranje, ki je v velikih podjetjih še vedno poslovni izziv. Kaj konkretnega ste naredili na tem področju? Ja, zelo klasično orodje pravzaprav uporabljamo. Imamo intranet, ki nam služi za neke osnovne pretoke informacij. Zelo ponosni smo na časopis Novice, se nam zdi, da je en tak zelo kvaliteten časopis, ki tudi diha z družbo in se ljudje zelo pozitivno na njega odzivajo. Potem so te redni mesečni sestanki, izvajamo raznovrstne delavnice za ta ozaveščanja, posebej z vidika skozi bolj pomembne okoljske problematike, uvajamo te tematske razpise skozi management idej. V glavnem pravzaprav vse, kar se nam ponudi, poskušamo upeljati. Kako se pa na to odzivajo vaši zaposleni? Mi mislimo, da pozitivno, zaradi tega, ker jih v teh postopkih veliko sodeluje, pa z veseljem pravzaprav se na te stvari odzivajo in sodelujejo. V prestrukturiranju visokotehnološke izdelke in prodor na evropski trg je verjetno pomembno vlogo odigral tudi razvoj. Kako se je to odražalo? V začetku 90-ih let je bila situacija dokaj težka, ker smo praktično preko noči izgubili celoten trg. Acronia je bil do takrat usmerjen pretežno jugoslovanski trg, tako da smo ostali brez vseh kupcev. Šlo je v bistvu za dve različni poti, ker sta za Acronia pomembni dve področji. To se pravi področje elektropločevin in v zadnjem času tudi področje debele pločevine iz nerjavnih jekel, je bilo potrebno za elektropločevine najti predvsem nove trge, evropske trge. Na področju debele pločevine iz nerjavnih jekel pa je šlo v bistvu za sinergijo znanja, ki je v podjetju že obstajalo, vendar ni bilo to znanje združeno. Imeli smo znanje o proizvodnji debele pločevine na eni strani in na drugi strani o proizvodnji nerjavnih jekel. Tako da v bistvu smo združili obe področji. Kje ste črpali zdaj to potrebna nova znanja? Na kakšen način ste jih pridobivali?